prazniki in vas že sedaj vabijo na njen pogled. Saj ni druge. En sin in ena hči. Dovolite, jaz sem Kot iz mestne občine, iz urbanističnega zavoda. Marko Martič. Iz katerega podjetja? Privatnik. Aha, se pravi, general dela zasebnike. In to ni dovoljeno? Zame je to zanimiv podatek. Občina je v spogu z generalom. Zgoraj je dozidal tole stanovanje. Brez gradbenega dovoljenja. Sramota, pokvariti izgled take vire. Brez besed sem, gospod. Barbarstvo je to, še več. Ampak mi bomo to porušili. Porušili? Porušili, da? Ne verjamem. Ne verjamete? Nikomor ne bomo dovolili, da gasi gradbene in urbane celote. Nikomor. Povejte mu, da sem bila tu in da se bom vrnila. Tukaj je obvestilo. Nasvidenja. Nasvidenja. Pa sva spet skupaj, Davor. 6 let, ne pa 6 mesece. 600 leti, Tanja, 600 leti. Resno govorim. Bilo mi je, da bi drugi dan sedli v letalu in si iz Anglije vrnila domov. Ves čas sem mislila samo... Nekaj ne. Čutil sem to. Ne navčuj se, Nata, da. Upam, da si prenehal s tistimi svojimi. Ne bi ti mogla odpustiti, če si nadaljevala. Obljubil si, da boš. Kakšna bojna fantazija. O, Bog, pa saj to ni normalno. To je patološki fenomen. Zakaj mi nisi bolj pogosto pisal? Kako nisi? Nisi. Potem je pa angleška pošta za nič. Vsega skupaj 9 pisem v 6 mesecih. Kaj, to ni dovolj? Spomni se, kaj sem ti rekel pri odhodu? Ne pričakuj vsak dan pošto od mene, ne rad pisari. Tisti, ki ljubi... Čudovito stanovanje. Ne zanima me stanovanje. Na terasi lahko igrala tenis. Prosil sem starega, naj ogradi. Lahko se bova gola sončila. Brez vzroka nisi pisal tako poredko. Za vraga nisem pisatelj. Saj veš, da te ljubim, brače. Tvoj ljubosumni poseg. Kako ne smeš sumiti v svojega muca? Ti se zmeraj izmažeš. Zato, ker govorim resnico. Nisi pamet. In to veš. Tvoj oče me bo ubil. Rekel sem, da letalo pride 2 uri kasneje. Hotel sem te pričakati brez njih. Saj te ne bi smel objeti in poljubiti pred nami. Nista še poročena, Luka. In ti dovoliš, kaj se ne bojiš ne ljudi, ne Boga. To vsak dan govori tvojemu očetu. Babnica me ne prenese. Zato si pa očeta osvojil. Pokazala ti bom njegova pisma. Vsaka njegova beseda je Davor, Davor. Zdaj mi pa resno povedi, si prekinil z Bubo? Tako. Leven z barvo. Lahko bi mi takoj povedala. Kaj te muči? Buba? Ne pa moja redka pisma. Prekinil sem tjo, seveda. Samo brez laži. Če je kaj bilo, povej po pravici. Ne maram slišati drugi. Hočem zvedeti od tebe. Glej, ti si se vrnila. Sanjala si o najnem srečanju in zdaj mi si nariš skoro. Skoro? Kakšno koro?
Все vseeno, da se ozbum. To sploh ni važno. Namesto da bi se objemala in poljubljala, se greš mojega preiskovalca. Tanja, prišla sta. Vašega očeta so iskali iz mestne občine. Tole obvestilo so pustili. Kaj so hoteli? Zaradi novega stanovanja in gradbenega dovoljenja. Trdijo, da terasa kazi vilo in da jo bodo porušili. Porušili. Saj se šalijo. Še dobro, da to niso povedali staremu Šimonu. Tanja in Davor sta zgoraj. Prišla sta, deklica moja, kje je srčeta moja, celo večnost in sem. Ne moraš gor, Nana. Majhni se pela. Vrata so zaštosana. Kdo jih je zaštosal? Zaklenjena. Kako zaklenjena? Zaliglana. 6 mesecev se nista videla. Slišiš, Luka, nista še poročena, sinko. Pa saj se bosta poročila. To je le še formalnost. Davor se je priselil k nam. To ni bilo prav. Tega ne bi smel dopustiti. Kaj delata tam zgoraj? Ja, ogledujeta si novo stanovanje. Ali ti nisem govorila? Ne puščaj ga v hišo, dokler se ne poročita. Ampak ti me ne ubogaš. Tanja je pisala, naj se Davor vseli k nam in uredi stanovanje. Vlačil se je okoli kot podnajemnik. Ne zakaj, če imata svoje stanovanje. Vzela se bosta. Ni prav, sinko. Ti se ne nočaj delaj, kakor veš. Tale frajer ni za našo Tanjo. Kakšen frajer? Frajer, no, ta njen burni par. Kako pa govoriš z mano? Ti nisem že povedal. Po še 10 let starejši je. Zadnje čase mi greš na jetra. To se ne bo dobro končalo. Že spet si Nano z mojim avtom peljal v cerkev. Prava figa. Iskali so te iz mestne skupščine. Ni jim prav, da si gradil brez dovoljenja. Pravijo, da bodo rušili teraso. Rušili? Kdo bo rušil? Pleskarju so tako rekli. Ne bi smel začeti na črno. Rad bi videl tistega, ki bo rušil, kar je zgradil Luka Šimun. Komu so to rekli? Pleskarju, rekel sem ti, preveč bo to stari. Ampak ti me ne poslušaš. Nekdo je zunaj. Pravi, da je službeno. To je gotovo tiste iz občine. Naj pride. Dober dan, jaz sem iz mestne občine, Kos iz urbanističnega zavoda. Imam nalog, naj posnamem vaše gradnje in podam poročilo. Tega nisem hotela opraviti brez vas. Sestaviti moramo tudi zapisnik. Ti si tista, ki hoče rušiti mojo teraso. Kdo? Jaz? Še sanja se mi ne? Nišče. Najprej moramo posneti in komisijsko ugotoviti. Potem še... Ne delaj se noro! Rekla si, da boš rušila! Prostite, morda v kontekstu je bilo govora... Pleskar! Ne vem, kaj so vam povedali, gospod general. Tovariš general! Čeprav nisem več aktiven. Lahko mi rečeš tudi tovariš Šimon. Prosim, general, Poznaš tole? prile vas je iskala iz mestne občine. In kaj je rekla? Rekla je, da ste napravili skazo iz te vile. Skazo! Ne, to je nemogoč človek. Tovariš Šimon, on vas hoče nahuiskati name. Sramotno, da zdaj zanikate, kar ste prele govorili. Če si ne upate govoriti resnico, potem ne morate pričakovati, da se take stvari ne bi dogajali. Kakšne stvari? Reči hoče, da ste postopali nezakonito. Ven! Ti boš učil Luko Šimuna. Marš ven! Reče se, lahko greste, ne marš. Jaz še nisem upravil vsega dela. Če pa ste hoteli reči ven iz moje hiše, potem pač lahko grem. Čuden fant. Naš sovražnik. Pa bi najrajše vse porušil. Našo državo in mojo teraso. Znam take piče. Takšne sem jaz v 13. bataljon. Nihče ne bo rušil, kar je Šimun zgradil. Si me razumela? Ne to državo, ne mojo teraso.
Razumem, generalno, to da rešim. Razumem, kakor vam je prav, prišla bom drugič. Hvala lepa. Govoril bom s predsednikom. Si jo slišal, a? Moja uprava sem dobro. Je Tanja Širkove. Stanovanje si ogledala. Bojimo se bogajem ljudi, saj vendar ne morete živeti pod isto streho, pa neporočena. Ne vem, kaj imate vsi zoper tega fanta. Če še hočeš vedeti, pri nas naj bo tudi zaradi tebe. Kako zaradi mene? Ja, v letih si že. V kakšnih letih neki? Prav je, da imaš v hiši zdravnika, če je stari. Šele 80 jih imam. Moja mati jih imela 96, ko je umrla. Bila je, Bog je daj večni mir in Bog je zdrava ali pa ne. Delala je do zadnjega. On je mož na mestu. Tanja ga ima rada in to je zame dovolj. Če bi ga zares tako ljubila, ne bi šla za pol leta v inozemstvo in njega pustila tu. Kako sem jaz imela rada tvojega očeta? Drugi časi so bili takrat, mati. Kadar imaš koga rad, so časi zmeraj isti. Ti si se obesil nam samo zato, ker je zdravnik. Meni je vseeno. Sama si ga izbrala, ne jaz. Polnoletna je. Odkrito te govorim, ni mi všeč, niti najmanj. Nada moja! Tu si moja draga! Vsak dan bolj mlada si. Nič mi ne manjka, da si se le vrnila živa in zdrava. Skrbelo me je zati, ko si bila gori v tem aeroplanu. Mi smo te čakali, pa je pristal 2 uri prej. Barave, Davori so povedali narobe. Saj ni važno, Davor me je počakal. Fedor je pa zrasel. Pa stanovanje? Kaj praviš? Čudovito je, očka, hvala. In terasa? Davor je zaljubljen valjda. Bolj v teraso kot vate. Sem ti že pripravila vse, kar imaš rada. Že 5 dni kuha za tvoj prihod. Nocoj bo tudi pri nas banket. Škoda, Davor ima sestanek. Danes, ko si se po 6 mesecih vrnila. Vse strokovne komisije ima, član upravnega odbora, ne sme manjkati. Ste že tu? Bravo. Dobar dan, Nana. Letalo je prišlo 2 uri prej, pa. Veš, Nada mi bo zvečer priredila gostijo. Če hočeš, pridi malo prej, bomo mi malo počakali. Da, vsekako. Vrnil se bom takoj, ko bom mogel. Imam težkega pacijenta na oddelku. Osebno se moram pobrigati za. Moraš tudi v bolnišnico? To je vse v bolnišnici. Vse je jim ostalo. Oprostite, proveči se še malo. Kam? Oprostite? Kam bi rad? Slišal sem doktorju glas. Pismo imam za. Daj ga meni. Rekli so, osebno. Jaz mu ga bom dal. Ne, rečeno je bilo, doktorju roke osebno. On je moj zet. Še ni nov, ampak bo, to je formalnost. Pred menoj nima skrivnosti. Daj pismo sam. Prostite, general. Cepec! Kaj je, Luka? Pismo za Davorja. Rečeno je bilo, doktorju roke. Očka! Kakšno je to pismo? Ne beri tu jih pisem. Ko me pa zanima, na, beri. Ne berem tu. To bi morala prebrati. Beri, stari, tudi tebe bo zanimalo. Nimamo čal, preberi ti. Daj, beri. Dragi muc, moram ti sporočiti drugače. Nocoj se ne moreva srečati na starem mostu. Magda ima jutri spit in noče sobi. Pravi, da ne bo več hodila v kino, kadar mi dva hočeva. Našla sem drugo, novo sobo, lepšo od prejšnjih. Vse ti bom povedala. Kot vidiš, je tvoj vrabček že nekaj uredil. Čakam te pri starem kostanju. Objema in poljublja te tvoja Kora. Menda buba. Ne, tu piše Kora.
Buba je ona druga. Ta je nova. Čakajte, morda je to prav njegovo pismo? Čakaj, preveril bom. Morda je zame. Da, moje. Vedo. Prejšnjo noč sem sanjala o kači. Belouški dolgi. Kadar sanjam o kači, je kaj narobe. Ste še tu? Vrnil se bom malo. Veš, vrabček v bolnišnici ni več kot prej. Zdaj je gužva, dostikrat smo dežurni, profesor me je prosil. Saj veš, dolžnost. Prijetna dolžnost, še posebej, če nosim ni krilo. Čem pa govori? Po tvojem pacijentu, Muc, tu imaš pismo od profesorja. Profesor? Ja, profesor te prosi, da se pobrigaš za koro, potrebna je njega. Kakšno pismo? Čakajte, morda... Ja, stari, to je moje pismo. Povedal sem ti, vem, da naj ga doktor za vsak primer le pribere. Morda ga bo zanimalo, kdo me čaka pri starem kostanju. Dragi Muc, moram ti sporočiti drugače. Magda ima jutri izpit. Izvolim. Oprosti, mislil sem, da je zame, pa sem ga odprl in prebral. Saj se ne jezi za to. To je napad na mojo integriteto. To si je dovolil. Kaj če govori? Vračam ti tvojo integriteto. Kaj pravi zdaj, Muc? Čakajte, vse to je lahko... Molči osel, če laže koza, ne laže rok. Upam, da vam je bil nastop všeč in vabimo mlade, da se jim pridružijo. Sledi beseda 2 o monografiji Prehoja na pot, 20 let slovenskega združenja France Prešeren, takoj na to pa podelitev zahvalnih priznanj. V monografiji smo se ozrli nazaj na prehojeno pot ter prikazali našo dejavnost in najpomembnejše dogodke z željo, da bi se mladi še bolj zagnano podali v prihodnost. Slovensko združenje France Prešeren se iskreno zahvaljuje vsem, ki so nam v minulih letih pomagali in nas podpirali, omogočili izdajo monografije in podprli dogajanja ob 20. obletnici združenja. Prosim predsednico združenja, gospod Anastazijo